A danes bomo naredili preprogo? Ja, danes bomo delali preprogo iz bombažnih trakov, ki nastanejo kot odpadek pri pleteninah. Kako pa začnemo delati preprogo? Delali bomo zelo preprosto preprogo in sicer ne potrebujemo nobenega orodja, potrebujemo samo naše prstke. No, to je nekaj takega podobnega, to je zelo majhna preprogica, začetek, v krogu se kvačka, mi bomo pa naredili malo večjo. Katero barvo bi pa vedve zbrali? Jaz bi zbrala to sivo. Jaz pa to modro, ki je to klepa. S kazalcem bomo šli v ta krog in zajeli zanko. No, zdaj pa tukaj ena nit visi. Ja, Držimo pa to malo zankico. ok. A ne? In si pomagamo, da gremo poiskat to dolgo nit in jo povlečemo skozi to malo zankico. Zdaj pa greš s tem prstkom, greš v ta krog. Tako, greš v krog in zagrabiš visečo nit. Zaobjameš in jo povlečeš skozi. Tako. Zdaj, ko imamo te dve zankici, a ne, gremo z palcem v obe zankici in dobimo take male klešče. Ja, so Ja. kleščice pripravljene in zagrabijo znova to visečo nit. A ta kratko? To dolgo nit. Znova zagrabijo in jo povlečejo skozi. To je grozen zapleten. Sploh ne vem, kako si zapomnite ves vrstni red. A gremo lahko še enkrat od začetka? Ja, lahko gremo še enkrat od začetka. Seveda, na začetku so stvari tudi, ki so zelo preproste, zelo komplicirane, saj tako izgledajo, a ne? Ampak ker bomo točno ta vrstni red ponovili velikokrat, potem bo vse enostavno in preprosto. No ja, da nam bo šlo malo hitreje, sem povabila še mojo prijateljico Jasminko. Mi dve bova delali zdaj skupaj, prav? Ok. Bova dodajali barve. Kako se pa doda barve? Torej, izbrali smo roza barvo, Ja. greva skozi očesce s prstom, kot bi hoteli zajeti modro, ampak ne bova zajeli modro, bova kar roza. Tako, glej. In zdaj imam na prstu eno modro in eno roza zanko, vidiš? In naredim klešče in zagrabim roza zanko. Glej. Zdaj pa kaj smo zdaj nadaljujemo dobili? enako. In zdaj enako nadaljujemo, s tem, da bo naša potka postala roza. Tako bo preproga nastala zelo pisana. Zdaj smo dodali roza, potem bomo lahko dodali še druge barve. Naredim klešče Ja. in potegnem. A tukaj grem zdaj spet not, a tukaj? A še enkrat to isto? Tukaj not. No, greva naslednjo zanko, ja, ma odlično ti gre. S prstom Tole. noter. Ja, Zdaj pa naredim spet klešče ja. Takole. in potegnem ven na kazalca. Je to, da se potegnila ven? Potegnem pa spet v to lukenco. Tako, zdaj greš naslednjo. A se še iz te niti da še kaj drugega narediti? Ja, še veliko stvari. Tako da, gled, če se tam skloniš do tiste police, boš našla copate, Wow, to so pa ful topli copatki, izgledajo. zelo topli in zelo udobni, veš, ker so elastični in se prilagodijo stopalom. Nastanejo pa zelo podobno kot tale preproga. Če pogledaš tukaj tele vrhove, vidiš, so nastali na tak ful način, kot smo midve naredili preprogo. Kaj pa je tale stvarca tule za mano? To je pa stol. Se lahko usedeš in probaš, kako je mehko. Zelo prijetno je sedeti na njej. A lahko jaz pustim takole majhno tole, ki je ful zanimivo, pa si naredim podstavek za kakšen kozarček, če je na primer čaj, pa je ful vroč, pa da ne pokvarim mize. Zelo dobra ideja. To bi se še morala malo zaključiti, z roza do konca, ne, da narediš rob. No, vidiš, takole. Zdaj tukaj imamo en tak primer preproge, ampak zdaj bi si želela, da bi vi dve tudi vpletle svoje barve noter, tako da nadaljujemo in potem bo mogoče še Jasminka kaj dodala, tako da bo ena taka skupnostna preproga nastala. Kako pa zdaj? Ja, tukaj No, daš prstek v ušesce. Tako. Tako. Evo. Zdaj pa poiščeš očesce v črnem pasu. In gremo na In ga zdaj Kar naprej nadaljuješ tukaj po eno zanko. in potegneš skozi to črno ušesce novo zanko. Daš in zdaj gremo tu spet. Tako, nadaljuješ. Prstek notri, potem skozi to zanko, potegneš Tukaj, ja. potegneš tale zanko.